Pozdravljeni, dragi starši. Še nekaj dni je do začetka šole in odločila sem se, da bom posnela tale video zaradi tega, ker opažam, ko sledim raznim skupinam in ko berem vaše maile, ki jih pošiljate nama z Albertom, koliko v bistvu je enega strahu, enih dvomov, ene nestrpnosti, različnosti med nami, ki že vodi v take včasih zelo ponižujoče in grde besede. In sem se vprašala, komu to koristi. Komu to koristi oziroma kaj bi mi radi, a ne. Tudi recimo zdaj je prišlo do tega, da kar nekaj se vas je odločilo, da bo otroke vpisali na šolanje doma, to se pravi ne na šolanje od doma, ampak na šolanje doma. To pomeni, da boste vi njihovi učitelji, drugi starši ostajajo v sistemu, ki je sicer zares sistem, ki ga je treba spremeniti, ampak to ne pomeni, da je zdaj z enimi ali z drugimi nekaj narobe. Vsaka stvar ima svoje pluse in svoje minuse, a ne. Tisti, ki boste doma, to pomeni, da boste skoraj 24/7 z otrokom. To pomeni, da boste mogli na drug način skrbeti za njegove socialne stike, za njihove izkušnje v socialnem okolju. Tisti, ki jih imate v šoli, boste pač verjetno še zmeraj se jezili nad sistemom in nad tem, kaj in kako se morajo vaši otroci učiti. Ampak jaz mislim, da smo itak v času, ko se vse spreminja in da ni treba, da zato obsojamo drug drugega ali pa sovražimo drug drugega. Jaz osebno recimo si težko predstavljam, da bi moje otroke šolala doma, ker nisem tak človek. Lahko sem jih naučila zelo veliko za življenje. Nisem pa človek, ki bi imela potrpljenje s kakšno poštevanko in takimi stvarmi, a ne, tudi skozi igro in tako, a ne. Tako da glejte, različni smo in dajmo to sprejeti. Dajmo to sprejeti, ker to je dobro za družbo, da smo različni. Zato bi vam rada tako položila na srce, da zaključite tale avgust sproščeni, dobre volje, da otroke spodbujate s spodbudnimi besedami, da ne pljuvate čez šolski sistem, da ne pljuvate čez učitelje, da ne pljuvate čez to, a bojo maske, a ne bojo maske, da jim ne grozite, če ne boš tega upošteval, boš dobil virus ali pa se bo zgodilo to, zato ker to ni dobro za naše otroke. A ne, mi jim želimo dobro, to se pravi, če bomo mi sproščeni, če ne bomo prestrašeni, če se bomo naučili sprejeti kakšno situacijo, takšno, kot je, čeprav nam ni glih najbolj všeč, in bomo pač kritični z našimi prijatelji in z odraslimi ljudmi, ne pred otrokom, ki nima nobene moči, ki še nima izdelanega svojega mnenja, ki v bistvu se uči nekih vedenj tudi od nas, a ne. Ni fair, ni odgovorno, da mu nalagamo tako težko nalogo, da on vidi nas vse kaotične in prestrašene in jezne in to, da govorimo grdo o drugih ljudeh. Kaj bo on naredil? Prišel bo v šolo, pa bo tak do svojih sošolcev, pa bo tak do učiteljice in potem bomo rekli, imamo težave. Skratka, glejte, šola je v bistvu neka skupnost, kamor pridejo sošolci, kjer se bojo otroci združili, in jaz verjamem, da ne glede na to, kako so ta pravila razčlovečila v bistvu neke odnose, jaz verjamem v naše otroke in verjamem, da se bojo znašli na druge načine. In da je pomembno, da so skupaj in da je pomembno, da jih mi veseli in sproščeni odpeljemo v šolo. Da zaupamo učiteljem. Zdajle, še nikoli v življenju nismo bili toliko postavljeni na neko točko, ko moramo zaupati učiteljem in otrokom in temu, da smo vsi ljudje. Glejte, ne primerjajte učiteljev med sabo, ne sprašujte, kako pa je vaša učiteljica to rešila, kako pa je ona učiteljica to rešila, zaradi tega, ker smo tudi v teh situacijah, kako se odločamo, kako izbiramo različni in vsak človek ima svoje pluse in svoje minuse. In vsak človek bo z nekim dejanjem, tudi učitelj, enim staršem všeč, drugim pa ne bo všeč. In šole se razlikujejo med sabo, verjetno bolj kot kdajkoli. Glejte, mi ne vemo ozadja, ne vemo tega, koliko imajo oni prostora, kakšna imajo oni neka pravila, ki so jih mogli zdajle sčarati. Jaz sem prepričana, da pač ravnatelji tega ne razlagajo nobenemu, a ne.
Ampak morajo pa narediti pouk, prilagoditi razrede, pripraviti učitelje, pripraviti starše, pripraviti otroke, pripraviti čistilke, hišnika, avtobusne prevoze, prehrano. A veste, koliko je to enih stvari, ki morajo vse na koncu skupaj pasati. In ja, včasih se mora tudi v šoli kdo odločiti za kakšno stvar, ki ni toliko okej, zato da eno drugo stvar, ki je okej, spele. In ene šole so novejše, so večje, imajo več prostora, druge pokajo po šivih in dejansko, glejte, ne primerjati šol med sabo, ne primerjajte učiteljev med sabo, zaradi tega, ker to vas bo samo pokopalo in vašemu otroku bo samo dalo neko sporočilo o neki slabi stvari, o neki paniki, o nečem, kar ni za sprejeti, kar moraš biti jezen, čemur se moraš upreti. Ne govorim o tem, da z naših otrok delamo ovce, ne, govorim o tem, da jim ne nalagamo pretežkih stvari, zaradi tega, ker enih stvari oni ne morejo razumeti. Oni so otroci, oni grejo dela v šolo zaradi sošolcev, oni grejo zato, ker imajo učiteljico radi. To jim je bistvo. In pa se bojo spotoma še kaj naučili. Spomnite se sebe, ko ste hodili v šolo. In ne strašiti otrok, ne jeziti. Toliko so to pomembne stvari. Glejte, povezovalne navade, to, da povezujemo ljudi med sabo, da se lepo pogovarjamo, da smo prijazni, da ne sodimo, da ne primerjamo z drugimi, da ne kritiziramo, da ne kaznujemo, da ne grozimo, ampak da povezujemo, da skušamo najti dobre stvari, da skušamo videti smisel v stvarih, ki so nam nesmiselne, da znamo tudi, ker nam nekaj ni všeč, sporočiti to šoli in učitelju, in da napišemo takoj na socialna omrežja, kakšna krava je una, pa kako je una ta druga drugače naredila, pa koliko je naša šola grozna, una je pa drugačna. Dajmo se prej pozanimati, dajmo prej preveriti stvari. In jaz vam želim, res vam želim, da se šolsko leto začne sproščeno, da se začne z nekim veseljem, da premagamo te situacije, a veste, s to energijo jih bomo tudi premagali. Zadnjič mi je ena mama rekla, če bomo pa kar tih, bo pa kar normalno. Glejte, ne rabimo biti tih. Pomembno je, kako sporočamo in komu to sporočamo. In če nam nekaj všeč, vedno najprej to naslovimo na tistega, pri katerem nam to ni všeč, in to na način, da bo on lahko slišal. To se pravi, ne skozi kritiko in poniževanje, ampak z nekim radovednim vprašanjem, kako pa to, da ste se tako odločili. Tako da praznujte prvi šolski dan, mi smo ga vedno praznovali, veselite se ga, naredite si neke načrte, kako boste preživeli šolsko leto, vnaprej si to naredite, vnaprej se pogovarjajte o tem, kakšne rezultate želite imeti vi v službi, kakšne rezultate želi imeti otrok v šoli. Učite vaše otroke samostojnosti, učite jih, da čim več stvari naredijo sami. Zdaj bojo mogoče več sami doma, ker tudi varstva ne bo verjetno toliko v šolah. In spet ste tukaj na točki, zaupajte vašim otrokom, da znajo stvari narediti sami, da se znajo sami pripraviti za šolo, da si znajo sami kos kruha namazati s putrom ali pa ne vem s čem. Zaupajte. Zaupajte, da so tudi učitelji ljudje, ki so enako postavljeni v neko preizkušnjo, kot smo postavljeni mi, in da samo neko pozitivno, neko dobronamerno sodelovanje bo naredilo situacijo tako, v kateri bomo se vsi dobro počutili, to, kar rečemo win-win situacija. Pomagajmo drugemu, učitelji pomagajte staršem, starši pomagajte učiteljem, zato da bojo naši otroci odraščali v nekem varnem okolju, kjer jih ne bo strah, kjer si ne bojo rekli, sej še mami ne ve, kaj je prav pa kaj je narobe, sej še oči skozi sam nori, kaj bo naredil, ampak pač se nič ne more. Skratka, imate to moč, imate to energijo. Srečno. Čau, čau.